Dobro, nič, jaz predlagam, da bi kar začeli, no, smo se dali par minut rezerve, da smo vsi prišli, hvala lepa za udeležbo. Mislim, da bojo se nekatere ekipe se še pridružile malo kasneje. Tale del prvi je pa namenjen novinarjem, pa vsem tistim zainteresirani javnosti, ki bi rada zvedla od nas, kaj smo počeli v zadnjem mesecu in kaj še bomo počeli v naslednjih parih mesecih v Lions klubu Konjice in v ostalih Lions klubih, predvsem Vita in pa Leo klub Konjice. Skratka, če gremo po tem našem vabilu, je primarni del tisto, kar vidite, je predstavitev projekta Lions Rally in zahvaljujem se, da imamo že 4. leto zapored generalnega sponzorja, to je podjetje Tiki iz Velenja. Z nami je gospa Alenka Robnik, ki nam bo tudi predstavila predvsem podjetje. Gre za hvala sponzorju, promociji sponzorja, skozi naše promocijske materiale in pa tudi skozi to novinarsko konferenco. Tudi jaz bi za začetek rekel, da prvo predstavimo Tikija, ker je na vrh napisan, vse posod. Tako da, Alenka, izvoli, prosim, če ti dajem besedo. Lep pozdrav še z moje strani. Potrudila se bom, da bom na kratko predstavila, ker vas še čaka kar par stvari za poslušati. Tako da Tiki je dejansko skupina Tiki, sestavljena iz 2 delov. Eno je proizvodni del v Srbiji, drugo je pa razvojni in prodajni oddelek v Velenju, torej Sloveniji. Zaposlenih vse skupaj nas je 560, kar marsikdo ne ve, no, smo ponosni na to. Kar se tiče zgodovine, bom najprej razložila, ker mislim, da še pa nisem, no, kaj dejansko pomeni TIKI. Ustanovljen je bil leta 1951 in sicer pomeni Tehnični inštitut kovinske industrije. V tem je tlele par letic navedenih, kaj se vse dogajalo čez čas. Ključno pa je, da smo leta 2019 postali član skupine NIBE, to so naši novi lastniki iz Švedske. NIBE je v bistvu na Švedski in tam okoli dejansko sinonim za proizvodnjo in za kvalitetne ogrevalne toplotne črpalke in so tudi v nas videli velik potencial, kjer lahko mi v bistvu njihovo ponudbo z našimi proizvodi dopolnjujemo. Tole je pa prikaz Tikija v Stari Pazovi. Se ne vem, mogoče že kdo bil kdaj, ni bil, ali pa je bil čas, da se kaj organizira, no. En del je v Velenju, zaenkrat smo še znotraj našega bivšega lastnika, se pravi v območju Gorenja, ampak je v kratkem pač predvidena tudi selitev. Sama proizvodna, na katero smo ponosni in tudi naš lastnik v bistvu nam dovoli, da veliko investiramo. Vodstvo skupine, generalni direktor gospod Apat in pa direktor prodaje in prokurist gospod Peter Šilc. Tiki je bil svoj čas, zdaj majčkeno manj sinonim za grelnike vode kot Gorenje Tikija, ne. S časom se je v bistvu zaradi konkurence to majčkeno znižalo, no. Tudi generacije so se zamenjale, tako da upamo, da te zadeve majčkeno popravimo. Poleg grelnikov vode pa proizvajamo sanitarne toplotne črpalke, hranilnike in pa zalogovnike. Tlele je majčkeno zgodovine, no, ker imamo zelo dolgo tradicijo obstoja, ampak vas ne bom kaj veliko trujala, no. Kar se tiče grelnikov vode, je tlele majčkeno predstavljen naš portfelj. V bistvu se zadeve razlikujejo glede na vitraže, glede na montažo in pa podobno. Nato imamo sanitarne toplotne črpalke, hranilnike in zalogovnike. Tlele se majčkeno vidi pač, da probamo iti tudi s časom naprej, no, da nas opazijo tudi, kar se tiče dizajna. Sanitarne toplotne črpalke, evo, iz 1983, ko so se začele, v bistvu se je začela prva proizvodnja. Z proizvodnjo ostajamo še naprej. Tle se potem še enkrat sanitarke in pa potem hranilniki. Vkolikor vas karkoli zanima, smo vedno na voljo, a ne. Kar se tiče pa ogrevalnih toplotnih črpalk, je pa tako.
skrbimo za dve Tiki in za Nibe blagovni znamki. Nekaj se prodaja pod Tiki, nekaj se prodaja pod Nibe. So določene razlike, v tem mogoče kdaj drugič kaj sporočim. Imamo pa različne, zrak, voda, zemlja, voda, voda, glede na potrebe. Zunanje enote, notranje enote. Potem tale je pa v bistvu se pa proizvaja v Stari Pazovi, ki je v bistvu nova pridobitev in na to smo zelo ponosni. Potem pa pridemo na blagovno znamko Nibe, seveda proizvodnja na Švedskem, cenovno malo više, so više cene, da kar po domače povem. Smo pa tudi družbeno odgovorni, ne samo, da v bistvu sodelujemo mi, sodelujemo še tudi s temi drugimi institucijami in podobno, smo pa tudi ponosni sponzor rokometnega kluba v Velenju. No. Tako na kratko, koliko niste poznali. Super, Alenka, najlepša hvala. Jaz verjamem, da oziroma med nami so tudi koristniki humanitarnih sredstev, ki so produkt tega našega projekta in vseh sponzorskih pomoči. Letos še posebej pozdravljam tudi tukaj osnovno šolo Podgoro in podružnico v parku, osnovno šolo Vojnik, osnovno šolo Zreče, za katerimi bomo sklenili tudi letošnje sodelovanje na Mirnem morju, ravno v višini skoraj 5000 evrov, zdaj, ker pač se za par evrov razlikuje, ampak dejansko boste s svojim vložkom praktično podkrili udeležbo 13 otrokom na projektu Mirno morje. Tukaj smo danes dobili še en takšen letak na mizo, si ga lahko vzamete sabo, sicer je pa na spletu dosti o tem povedanega. Tudi v našem zborniku, biltenu, ki je na mizi od regate, ta je sicer vzorčnik, še nismo požrebali krmarja v njihovih bark, to bomo danes naredili, pa potem dopišemo. Je pa vse na spletu in bo na spletu objavljeno, predvsem za medije, da nam boste iskali kje druge. Če pa kje rabite, pa seveda lahko se na mene direktno obrnete, da vam to pošljem. Tako da hvala lepa Tikiju in pa se veselim tudi druženja v Dalmaciji. Jaz bom šel na hitro čez naš program, tako da boste malo dobili občutka. In pa potem bomo opravili še žreb naših skiperjev oziroma bark za skiperje, zato da bomo da bo pošteno in da najhitrejšo barko dobi oseba, ki bo izžreba, ne pa slučajno delegirana iz kakšnega drugega razloga. Tako da ja, regata letos poteka od 29. maja, naslednji teden v sredo začnemo in se zaključi v petek zvečer s podelitvijo pokalov. To bojo 3 tekmovalni dnevi. Večina bo šla na morje en dan prej, pa se vračala en dan kasneje, tako da si bo še malo prvošla dopusta. Štartali bomo iz Murterja in bomo šli v Kornatsko otočje do Levrnake, enega manjšega otočka, zelo slikovitega, kjer bomo imeli prvi večer tudi podelitev nagrad najboljšim, pa predstavitev posadk. Nato gremo v Uvalomir na Dugem otoku v Telaščice, kjer bomo imeli za sabo potem še 2 plova, se pravi že 3 tekmovanja. Tudi tam bomo naredili podobno. Želja je, da tam izvedemo našo tradicionalno tombolo, s katero Lions Club tudi pridobiva dodatna sredstva, se pravi sodelujejo v tomboli za simbolične in manj simbolične, se pravi vrednostne nagrade, ki jih naši sponzori, donatorji pač prispevajo v fond tombole. Zadnji dan tekmovalni je pa namenjen transferju iz Kornatskega arhipelaga preko Proverse proti Biogradu, kjer bomo v Crveni Luki zaključili naše druženje formalno in podelili pokale najboljšim, pa tudi tradicionalno bomo poskušali iztržiti čim več za eno nogico prašičev, ki se reče pršut. Tudi to nam gre dobro od rok, tako da tudi to gre potem v humanitarni del regate, ki se je lani zaključil z nekaj več kot 17 000 evri. To smo zbrali skupaj s temi mikroprojekti in pa tudi z udeležbo in pa z vsemi sponzorji, ki jih vidite na temle oblačilo, tam so še dodatno. Tako da jaz verjamem, da bomo tudi letos podobno uspešni, nekako kaže, da bomo tudi celo bolj uspešni kot lansko leto, tako da
sem vesel, če se bomo približali okrogli številki 20 000 mogoče, ne? In da bo to fond za nadaljne jesensko in pa potem celoletno lajnistično delovanje jesen, pomlad 2024-2025, kjer pa odpiramo še en nov projekt, ki se potem tudi v enem segmentu navezuje na Oliverjevo pot okoli sveta, Oliverjevo pot prijateljstva. Skratka, začeli smo z idejo, da iz tega fonda regate poleg Mirnega morja črpamo tudi za umetniške štipendije. Skratka, v zadnjih letih se je pojavilo nekaj parcialnih posamičnih projektov, ki kažejo na to, da imamo otroke, ki so nadarjeni, mlajše, starejše, pa da jim včasih zmanjka denarja za nakup inštrumenta ali pa za obiskovanje glasbene šole, vsaj v tisti na primarni stopni, ker tam se zbirajo, tam se lahko tudi talenti izgubijo, ne? Ker pač zmanjka 300-400 evrov za šolnino za glasbeno šolo in potem pade volja in želje in starši ne zmorejo, tako da z idejo podobno kot so športne štipendije, kjer je ista zgodba na športnem področju, bomo poskušali kakšnimi štipendijami 500 evrov, kaj podobnega s tistimi osnovnimi, pokrivati stroške obiskovanja glasbene šole otrokom, ki jih bodo priporočili njihovi mentorji ali v osnovni šoli ali v glasbeni šoli že, oziroma po terenu bomo zbirali informacije, zbirali bomo razpis parkrat na leto in se bojo prijavljali in bomo poskušali pomagati na primarni ravni, seveda se pa ne bomo otepali, odvisno pač od fonda, fond zgleda, da bo dosti poln, tudi ker bo Oli prispeval oziroma njegov projekt in naš projekt skupen, dosti v ta fond, tudi kakšnih drugih štipendij, enkratnih pomoči, ki so že del siceršnjega programa Lions kluba Konjice že praktično 20 let skoraj, tudi na umetniškem področju pomeni za kakšno štipendijo za v tujino, za izobraževanje, za specializacije in kaj podobnega. To bo pač čas pokazal, mi smo pripravljeni, da štartamo, fond bomo napolnili, tako da regata bo prispevala en del, druge vsebine, dodatne bomo pa še dodajali po potrebi. Ja, toliko bi jaz zaenkrat povedal o regati. Sponzorje vidite gor, naštete, tako da če bo kdo še kaj, če kdo želi v tej fazi kaj vprašati, lahko vpraša, če ne pa gremo s predstavitvijo naprej, da se potem čim prej preselimo na bolj družabni del, pa mogoče kakšen kozarček spijemo, pa kaj neformalno rečemo. Dobro, to je Lions Rally, projekt Mirno morje in umetniške štipendije. Naslednja točka, ki bi jo želeli predstaviti, je pa 20 let Lions kluba Konjice. Lions klub Konjice je bil ustanovljen praktično pred 20 leti, bil je vpisan v register, jaz vabim predsednika Emila Martinška, da se nam pridruži, pa še on kaj pove. Formalno bi tudi danes seveda predstavili zbornik publikacijo, ki smo si jo zadali ustvariti že pred 3 leti, oziroma mi smo tako mislili naprej, da bo treba to pripraviti in smo bolj ali manj aktivno delali na tem zadnja 3 leta. V prvih 2 letih bolj miselno, pa s pripravami, da to res moramo narediti, v zadnje pol leta pa zelo, zelo intenzivno in včasih tudi zelo naporno, ampak smo ponosni na to, kar nam je uspelo. Skratka, ta zbornik ima par segmentov oziroma par poglavij, ki so se nam zdela pomembna. Mene je klub pač takrat določil in mi dal odgovorno nalogo, da ta zbornik uredim, zato sem zapisan notri kot urednik z uredniškim odborom. Uredniški odbor nam je pomagal, meni osebno in pa v osnovi postaviti smernice, za katere smo se dogovorili, kaj bi bila vsebina tega zbornika. Potem smo se pa trudili, da to vsebino poskušamo razdeliti po različnih posameznikih, ki so skozi leta vodili posamezne projekte oziroma o projektih vedo največ. Tako da ta zbornik ima uvod, ima eno predstavitev zborniško kratko primerno o lionizmu v svetu in v Sloveniji,
Potem se nam je zelo pomembno, da povemo to, da smo kot eden večjih klubov v Sloveniji tudi prispevali zelo veliko k širitvi tega lajonizma našega v lokalnem okolju, tudi na način, da smo ustanavljali nove klube in da smo bili mentori klubom, kar pomeni, da smo proaktivni na tem področju. Ne, da gledamo samo nase, ampak tudi pomagamo drugim rasti in prenašamo našo dobro prakso in jih poskušamo tudi skozi njihovo življenje klubsko tudi čim bolj pomagati. Potem pomembno se tudi pohvaliti, če si dober, no? In ta naš prapor kaže, koliko smo dobri. Ta prapor kaže vsa priznanja in nagrade, ki smo jih prejeli predvsem od Lions Clubs International, LCI-ja, ki je pač svetovna organizacija Lions klubov in ki koordinira vse Lions distrikte po svetu. Približno so razdeljeni po državah, večje države pa se da več teh conskih, se pravi regijskih združenj, ki se imenujejo distrikti. Slovenski je samo eden, je distrikt 129. Skratka, tu gor so nagrade, ki jih dobivamo na globalni ravni, glede na statistično uspešnost našega kluba. V zborniku so opisane. Slovenski prevodi so pa tako, ne? Zdaj, če bomo predsednika vprašali, pa mene, bomo vsak malo drugače povedala, zato smo nagrade pustili v originalu. Če pa to napišete na splet, boste pa dobili pojasnilo, pa si potem ustvarite sami svoj prevod, ki bi bil vam najbolj primeren. Je precej jasen, ni pa slovenske dikcije, ki bi bila v slovarju lajonizma prevedena, tako da je boljše, da je original. Smo pa tudi prejeli kar nekaj nagrad na nivoju distrikta, se pravi slovenske organizacije Lions klubov, ki so pa tudi posebej navedene kot zahvale predvsem guvernerjev za izredne projekte, ki smo jih počeli. Potem smo nekako se odločili, da bi v ta zbornik dali notri projekte zbiranja humanitarnih sredstev, tiste, ki so tradicionalni, ki tečejo že po 10, 15, 20 let praktično, in tiste projekte, ki pomenijo tudi statistično največji delež v doniranju, se pravi so stalni projekti, kot so štipendije, kot so šola v naravi, in smo jih navedli noter, opisali, kako so potekali, skozi katera leta in koliko sredstev je bilo namenjeno za to. Potem seveda smo še posebej povedali, da je to približno razdelitev, projektna razdelitev sredstev je nekje na dobri polovici, druga polovica pa mi doniramo na način, da sprejemamo vloge na tedenski ravni oziroma na mesečni ravni. Kadarkoli dobimo vlogo za pomoč, imamo posebno komisijo, ki danes pravimo komisija za vloge, ki se do teh vlog na primarni ravni opredeli in potem predlaga zboru članov v sprejem neko višino pomoči za posameznika, kakšno pa kdaj tudi zavrnemo, ker se nam ne zdi primerno utemeljena. Seveda se moramo vmes tudi kaj podružiti, tudi to smo izpostavili, da smo prijatelji in da se družimo in da želimo tako nadaljevati. Dali smo možnost vsem predsednikom, da nekaj povejo o svojih mandatih v 20 letih, tako da je vseh 20 predsednikov noter navedenih, njihove ideje, njihovi spomini, ker tisti prvi so takšni, da so za 20 let nazaj. Ne? Emil je pisal o letošnjem mandatu, ne? Nekateri pa po 10-15 nazaj. In pa seveda dali smo priložnost, da povprašamo lokalno skupnost in predvsem tiste, nekateri ste danes med nami, ki ste bili prejemniki naših pomoči tradicionalno, skozi daljši rok, in pa tudi lokalno skupnost občine, Rdeči križ, in tudi ti so izrazili želje po sodelovanju in je vsak napisal par besed, misli o našem klubu in o pomenu Lions kluba in lajonizma v Konicah na splošno in pa tudi še bolj specifično. Ponosni smo, da na prvi strani notranji, no, zdaj, če tako obrnem, je povzetek našega dela v številkah. In to so denarne številke, ki smo jih poskušali nekako zabeležiti v evrih, urah in v število projektov. Tako da, čez pes lahko rečemo, da smo dali več kot 400 000 evrov, smo zbrali denarja, ki smo ga tudi razdelili v teh 20 letih, s tem, da v zadnjih letih to tako zelo raste. V prvih letih smo v bistvu se trudili s tem, da smo začeli. V zadnjih letih pa delimo tam tudi ranga 40-50 000 evrov na leto, ne? In zadnjih 5 let je res intenzivnih, najprejšnja so bila pa tam 15-20 000. Tako da veselimo se močnih projektov, dobrih projektov, ki prinašajo fond kluba tako polovico, tretjino fonda letnega za razdelitev
humanitarnih sredstev. To si lahko pogledate noter še kakšno tolmačenje. Veliko ljudi se deluje na teh projektih, ne zdaj tako, da tam pobirajo denar, pa da nekaj delajo, ampak če pridejo na regato, pomeni, da so z nami skupaj 3 dni in da so opravili neko humanitarno delo, ker so dali doprinos v humanitarni fond in tudi v promocijo lajonizma. Tako da vse te ure so zabeležene, se vodijo posebej, tako da veseli smo, da smo speljali preko 500 projektov zbiranja in doniranja, da smo imeli približno 10.000 udeležencev in pa 7.000 prejemnikov pomoči, različnih prejemnikov pomoči. Vmes so tudi seveda skupine, ovrednotene skupine, ker če financiramo šolo ali pa Mirno morje in tako dalje, je to pač več, to ni en projekt, pa en človek, ampak jih je več. Tako da to so številke in pa nekje čez 200.000 ur preštetih, seštetih vse tisti, ki so bili na naših dogodkih in so pomagali zbirati ta denar in pa tudi, je pa en del, ki ga pa nismo dali not, so pa materialna sredstva, ki pa smo jih dobili kot material in dali naprej kot material, tako da cifra gre krepko preko 500.000 in gre še bistveno na 600-700.000 evrov, če bi to pretopili v denar. Tako da to je predstavitev tega zbornika, kaj vsebuje, če si ga boste prebrali, imamo tukaj izvode, si ga vzemite sabo, želimo, da ga dobijo v roke tisti predvsem, ki ga bojo res z veseljem pogledali, prebrali in znali mogoče v prihodnosti še kaj dodati zraven, tudi z lastno participacijo, se udeležiti kakšnega projekta in nam pri izvedbi tradicionalnih projektov tudi pomagati. Tako da še zdaj Emilu besedo, da ko sem jaz za tukaj zborniku povedal, da še on pove o klubu par besed in potem nadaljujemo za našo konferenco. Izvoli, Emil. Najlepša hvala. Najprej vsem skupaj lep dober dan, lepo pozdravljeni v mojem imenu kot predsedniku v letošnjem mandatnem obdobju Lions kluba Konjice in pa vseh članov našega kluba. 20 let delovanja kluba je izredno lepo obdobje. 2 desetletji pomeni nič koliko akcij, nič koliko opravljenih humanitarnih ur in nič koliko pomoči potrebnim smo pomagali. Kot je Stanko povedal, res vas vljudno vabimo, vzamite ta zbornik v roke, izredno lepa knjižica je nastala, ogromno je tudi truda, da je pravzaprav doživela obliko, kot je, in verjamem, da boste naše delo še bolj natančno spoznali, ga morda še bolj cenili, kot ga nekateri cenijo, predvsem pa to, kar je Stanko rekel, da se nam boste v bodoče pridružili pri kakšnih akcijah in da smo vsi skupaj še bolj humanitarni, še bolj ustvarjalni. Ko nekdo praznuje okroglo obletnico, si naredi neke plane, načrte, kako bo to obletnico pravzaprav praznoval. Tako sem tudi sam, ko sem prevzel letošnji mandat, poleg vseh ustaljenih akcij, ki jih tradicionalno peljemo v našem klubu, pripravil nabor aktivnosti in s tem želel z člani našega kluba obeležiti to našo 20. obletnico. Če začnem na začetku lajonističnega leta, se je začelo popolnoma drugače, kot smo planirali. Namreč velike poplave v mesecu avgustu so nas aktivirale mesec pred našimi načrtovanimi aktivnostmi in lahko rečem, da so aktivnosti naših članov, da je prispevek naših članov v pomoči potrebnim predvsem v Savinjski dolini, v okolici Luč in tako dalje, dosegel izredne razmere. Najprej smo pomagali za vodo, za hrano, z opremo, lopatami, nadalje za udeležbo članov, kjer smo čistili in fizično pomagali. Nekateri naši člani so prispevali mehanizacijo, ki je pomagala odpravljati posledice ujme. In ne nazadnje smo v lokalni skupnosti navezali in ustvarili nov projekt skupaj z ustvarjalci filma Štajerska komedija, kaj je kjer kaj riko,
in 2 od predstav sta bile v celoti namenjeni za to, da je denar odšel družinam prizadetim v poplavah. Kot sem omenil, vse naše tradicionalne akcije zbiranja sredstev za humanitarne projekte so letos prav tako potekali nadvse uspešno. Smo pa želeli naše slavje, našo obletnico obeležiti z enim posebnim dogodkom in uspelo nam je v Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru združiti 6 klubov štajerske regije, ki so v letošnjem letu praznovali svoje obletnice. Če lahko sem nekaj dodam še, Izvoli. nič drugega. V tej fazi, ker gremo na ta segment, bi povabil še Nadjo Punčo, predsednico Lions kluba Konjice Vita, ker je ta klub tudi praznoval, bil soorganizator in predlagam, da vidva gresta potem naprej kar na dobrodelni Lions ples, ki smo ga organizirali tokrat prvič skupaj v soorganizaciji Lions klub Konjice, Lions klub Konjice Vita in pa Leo klub Konjice. Tako. Izvoli, Nadja. In če mi dovolite, da zaključim samo to misel, združili smo Lions klub Konjice za svojo 20. obletnico, Lions klub Konjice Vita za svojo 5. obletnico delovanja, Lions klub Maribor Piramida za svojo 30. obletnico, Lions klub Maribor prav tako 30, Lions klub Primos Ptuj Primos z 5. obletnico in pa Lions klub Slovenska Bistrica z 10. oziroma 10. obletnico. Tako. Hvala. Uspelo nam je v veliko dvorano pripeljati več kot 700 obiskovalcev in koncert je bil nadvse uspešen. S to akcijo smo pokazali, kako uspešno se znamo Lioni in Lionke tudi povezovati, stopiti skupaj in ustvariti nekaj veličastnega. In v tem duhu smo sedaj v soboto pripravili tudi skupno obletnico naših ustanovitev, se pravi 20. obletnico ustanovitve Lions kluba Konjice in 5. obletnico Lions kluba Konjice Vita. In potem predajam besedo pa Nadji, da pa Nadja pove, kako uspešno smo izpeljali pa ta projekt. Izvoli. Najprej vam moram čestitati, kako sta bila usklajena na plesu, dva moderatorja, tako da sta bila odlična in mislim, da sta danes še enkrat izkazala. Hvala. Torej, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Ja, z Emilom sva si nekako leto začrtala v zelo dobrem sodelovanju, tako da smo te naše obletnice pravzaprav skozi celo leto v skupnem duhu tudi pripravljali. Torej, v soboto smo skupaj organizirali naše obletnice ustanovitev v dvorani Term Zreče. Moram povedati, da je bila tudi ta proslava nadvse uspešna in zbrali smo skoraj 10.000 evrov, ki gredo v dobrodelne namene. Za projekt Donirana hrana, o katerem bo tudi danes govora in je še eden izmed izjemnih projektov, ki se jih predvsem Lions klub Konjice za našo pomočjo v tem obdobju loteva in je že pričel za svojimi prvimi aktivnostmi. Zdaj, mogoče bom vseeno malo povedala še o našem klubu, glede na to, da se je že tudi moški klub predstavil. Lions klub Konjice Vita je torej v letošnjem letu praznuje 5. leto delovanja. Verjetno nas boste večinoma poznali po našem največjem projektu doslej, ki je pomoč za družino Dolar, kar smo 3 leta nazaj z zbranimi sredstvi in ogromno pomočjo seveda donatorjev in prostovoljnih prispevkov zgradile hišo družini na Stranicam in jim omogočile dostojno življenje, kot danes temu rečemo. Trenutno se nam je pravzaprav večina fokusa vrtela v projektu Otroci rešujejo življenje, kjer gre za projekt, s katerim smo 7 okoliškim šolam nabavile lutke in pa AED trenerje, defibrilatorje, s katerimi se otroci učijo temeljnih postopkov oživljanja na vseh okoliških šolah. Gre za pravzaprav izjemen projekt, s katerimi želimo doseči pravzaprav ravno to, da bi se strah pred pomočjo v kritičnih trenutkih zmanjšal že od otroških let in da v teh momentih ljudje ne bi imeli strahu pristopiti k pomoči.
Ta projekt letos nadgrajujemo z tem, da naše članice, zdravnice za svojo ekipo aktivno izobražujejo tudi kolektive učiteljske v šolah, da bodo lahko to znanje predali naprej svojim učencem. Imamo še pa tudi kar dobro vizijo za prihodnje, mogoče kako bomo to sodelovanje nadgradile, mogoče tudi medobčinsko ali kako drugače. Skratka, moram povedati, da kot ste že verjetno zasledili, vidite, smo ženski klub, Lioni so moški klub in tudi naš mentorski klub. Zelo smo hvaležne za vse usmeritve, podporo in sodelovanje v teh 5 letih. Verjamemo, da bomo to nadgrajevali tudi v prihodnje. Na Konjiškem in v Dravinjski dolini nas danes v dobrodelni Lions organizaciji deluje preko 100. Mislim, da je to zelo lepo število. Gre za zelo povezane in zelo srčne ljudi, ki verjamemo, da lahko z dobrimi nameni, z svojim prostim časom in z aktivnostmi, ki jih prirejamo, pomagamo marsikateremu posamezniku ali pa tudi mogoče kakšnemu društvu in tistim, ki našo pomoč potrebujejo. Se pravi, na tem mestu se želim zahvaliti tudi mojim članicam za vso aktivno delovanje v teh letih, za vse vezi, ki smo jih tkale in z dobrimi mislimi za naprej verjamem, da bomo dobro sodelovali tudi v prihodnje. Hvala lepa za obe predstavitvi. Je bilo že rečeno, pa bom zdaj kot navezavo na naslednjo točko še enkrat poudaril, da letošnji dobrodelni ples Lions kluba, ki je kot obletnica praznovanja ustanovitve Charter Nighta, imel en skupen projekt, tudi prvič se je to zgodilo, da smo se dogovorili, da bomo zbiramo sredstva za en humanitarni namen, vsi 3 klubi skupaj kot so organizatorji, in to je donirana hrana. In zbrali smo sredstva v višini skoraj 10 000 evrov za nadgradnjo tega projekta in osnovo in začetek tudi z organizacijskimi vsebinami nam bo predstavil pa Vlado Gobec, ki je za Lions klub Konjice vodja tega projekta. Je pa to projekt, ki na slovenski ravni teče že nekaj časa in mi kot največji klub v Sloveniji smo se odločili, da se temu aktivno pridružimo in da pomagamo družinam in posameznikom na Konjiškem, se pravi od Dravinjski dolini, od Vitanja pa do Loč in še kam, aktivno pri premagovanju težave izbiranja hrane ali drugih osnovnih življenjskih nujnih zadev, tako da jim olajšamo malo njihovo finančno obremenitev pri hrani. Tako da Vlado izvoli, mogoče se bi videla z Emilom zamenjala, ker je tukaj mikrofon, pa gremo naprej po našem programu, torej z donirano hrano v Konjicah. Izvoli, Vlado. Hvala lepa in lep pozdrav vsem. Lionsi smo največja humanitarna organizacija na svetu in naš klub je samo eden izmed približno 50 000. Čeprav se vsak klub po svoje odloča, kako in komu bo pomagal, obstaja pa nekaj temeljnih ciljev. Glavnih teh ciljev je 5. Se pravi, pomagati slepim in slabovidnim, borba proti diabetesu, skrb za okolje, rak pri otrocih in pa seveda borba proti lakoti. Moram priznati, da jaz veliko let nisem vedel, da v naši državi obstajajo ljudje, ki so lačni, ki imajo s tem težave in mi smo že takoj po ustanovitvi kmalu začeli z decembrskim obdarovanjem otrok. To pomeni, da smo zbrali nekaj denarja, dobili nekaj sponzorjev in pripravili pred vsakim novoletnim časom približno 30 prehranskih paketov in jih potem nenapovedano vozili okoli do družin in takrat sem se prvič srečal, da sem v bistvu živo videl, da pa vsem ne gre tako, bi rekel, dobro kot recimo meni ali pa nam tukaj. In že takrat smo razmišljali, kako bi to razširili, ampak nekako ni bilo prave ideje in tudi pravzaprav tehnično ni bilo možno. 10 let nazaj pa je Lions klub Mozaik v Celju začel s to akcijo odvoza viškov hrane iz trgovin
in dosegel tudi to, da se je zakonodaja temu ustrezno spremenila, da je to sploh po zakonu možno. Namreč gre najprej za odvoz hrane, ki je popolnoma ustrezna. To ni hrana, ki je poškodovana, ki ima kakšne pretečene roke, ampak je popolnoma ustrezna. Je pa res, da se tisti zadnji rok uporabe že mogoče približuje. Trgovine imajo seveda težavo z tem in morajo to na nek način uničiti in imajo s tem pravzaprav tudi stroške, se pravi, da imajo trgovske verige, imajo interes to hrano potem tudi nekje nekomu podariti. Zakonodaja je omogočila v zakonu o kmetijstvu, to je 89. člen, ki podrobno opredeljuje, kako ta proces poteka. Namreč vso hrano, ki je topla, se pravi pečeno meso, ali pa ki je hladna, ker je vzeta iz hladilnika, mora biti prenešena v distribucijski center v posebnih posodah za neko izolacijo in je lahko izven hladilnika samo 1 uro. In najkasneje v 14 urah potem se mora drugi dan tudi pač razdeliti. Potem vsi postopki potekajo po HACCP standardih, se pravi, da mora vsak distribucijski center imeti svoj pravilnik, kako to poteka, katere so kontrolne točke in vsi posamezniki morajo biti za to ustrezno usposobljeni. Že 2 leti nazaj smo začeli se ukvarjati s to mislijo, ogledali smo si nekaj, kako to poteka v drugih krajih. Namreč nosilec tega projekta je pravzaprav generalno distrikt, se pravi Zveza slovenskih Lions klubov in ti imajo podpisane pogodbe z vsemi večjimi trgovskimi centri v Sloveniji. Vendar smo se spraševali, ali bo to šlo v malem kraju, kot je naš, ali ne bo. Problem je bil predvsem prostor. Treba je bilo najti nek diskreten prostor, primeren za to, ker vemo, ljudje, ki prehajajo po to hrano, teh ljudi ne smemo stigmatizirati. Se pravi, da je sama delitev hrane mora biti čim bolj neopazna. No in moram reči, malo omahovanja se je klub lani novembra odločil, da gremo v to. Na srečo smo dobili posluh pri občini, župan Darko Ratajc je tudi takoj bil za to, pomagal nam je, sklical prvi ustanovni sestanek, kjer smo se povezali tudi z ostalimi humanitarnimi organizacijami, torej ne samo naš Lions klub in Lions klub Vita, ampak tudi Rdeči križ, Caritas in seveda Center za socialno delo. In tako smo šli naprej. Zakonodaja seveda določa, da je nekdo odgovoren za to. Morali smo registrirati obrat prehrane, trenutno v najetih prostorih, vendar župan nam je prijazno priskočil na pomoč in občina nam je ponudila nek prostor, ki bo na voljo za ta namen, vendar ga je treba še urediti. Zato smo pa zaprosili tudi LCIF, to je fundacijo Lions Clubs International, in pričakujemo, da bomo v naslednjih dneh dobili potrditev donacije v višini 16 000 evrov, ki nam bo pomagala, da ta prostor tudi uredimo. Sam klub pa je do zdaj namenil budžet 10 000 evrov za ta projekt. Torej, ta teden smo začeli. Delo je razdeljeno nekje tako, da v ponedeljek smo začeli, zvečer gremo v trgovine, ta teden smo štartali z Sparom, Lidlom in pa Hoferjem, 1. junija oziroma 3. štartamo še z Mercatorjem, gremo po to hrano, jo pač prepeljemo v distribucijski center, kjer jo razdelimo. Močno nas je presenetila količina te hrane. Te hrane je pač veliko in trenutno vsaka družina dobi približno 4 zabojčke nečesa. Meso takoj damo v primeren hladilnik, imamo pač vso meso je predpakirano, se pravi, ali so to neke čevapčiči, ali je to neko mleto meso, vse je spakirano, ali pa je to pečeno meso. Seveda dobimo tudi sladkarije, torte, slaščice, ki ravno tako morajo iti v hladilnik, mleko, mlečni izdelki, veliko je zelenjave, solate in te stvari moramo v distribucijskem centru tudi malo prebrati, tako da pride tudi do nekaj tega
biološkega odpada in čez noč je to shranjeno v hladilniku in zjutraj potem pridejo 3 dni na teden pridejo posamezniki iskat to hrano med 8 in 9 uro. Tukaj nam pomagajo tudi, tukaj je veliko vlogo prevzel tudi Rdeči križ, se pravi prostovoljke Rdečega križa, ki potem to hrano pač dajo ven. 3 dni na teden pa smo se odločili, da bomo hrano vozili na dom. Zakaj? Namreč relativno največje potrebe so v Ločah in če se mora 10 ljudi pripeljati iz Loč ali pa iz nekih hribov, pa mnogi tudi nimajo prevoza v Konjice, je to niti ni trajnostno primerno. Zato bomo pač o petkih vozili v Zreče, v soboto v Loče in nedeljo v Vitanje. 6 dni v tednu se pač, 6 dni v tednu ta projekt deluje, ker 6 dni v tednu pač trgovine so odprte. Kje dobimo prejemnike? Po zakonu so prejemniki oziroma potencialni upravičenci tisti, ki so bodisi upravičeni do denarne pomoči in vsi tisti so bili obveščeni preko Centra za socialno delo in pa tisti, ki jih predlagajo humanitarne organizacije. Na ta način smo zbrali približno 120 vlog. Ta teden delimo hrano 51 upravičencem. Ti bodo dobivali hrano enkrat na teden, vedno ob istem času, vsaj prve 3 mesece, potem se bomo odločili, kako naprej, vendar smo zaradi obilice hrane, ki je trenutno na voljo, kapaciteto za naslednji teden povečali, da bomo hrano delili približno 70 upravičencem, namreč to je tudi skrajna zmogljivost trenutnega našega hladilnika. To je to, pripravil sem enih 5 izvodov tegale zapisa, ker je še malo cifer noter, če novinarji želite, lahko pač teh 5 izvodov razdelim in rekli smo, da če se kdo želi danes pridružiti ob 8 uri, da nas lahko spremlja in od blizu si ogleda, kako to poteka. Hvala Vlado. Mislim, novinarjem bomo dali možnost tudi, da se še kdaj drugič pridružijo, ker se posebej dogovorimo glede o želji, se pravi pri prvem delu distribucije, ki je zbiranje, pobiranje teh viškov hrane, obdelava, priprava paketov za prejemnike in pa potem tako diskretno seveda, kako poteka potem tudi distribucija naslednji dan, tako da lahko danes oziroma lahko katerikoli drugi dan, ker mi imamo namen to delati trajno, vedno, tukaj je na papirju in povzetek, je pa res, da lahko tudi po mailu dobite vse, tako da nam boste priklikavali pa si pripisovali, tako da se lahko kontaktiramo, pa se nam lahko pridružite pri tem projektu, da boste videli, kako teče v Konjicah. Seveda pa, če še v Celju niste tega počeli, lahko res v Celje pogledati, pa bomo tudi kontakte uredili, ker to je vseslovenski projekt in je začel se v Celju, se pravi v naši bližnji lokalni skupnosti, širši lokalni skupnosti in je prav, da ostane tukaj en močen fundament tudi za bodoče. Pridružile so se tudi članice Lions Club Konjice Vita in pa še drugi prostovoljci. Treba omeniti, da ni samo Rdeči križ, ampak iščemo prostovoljce pač iz vseh vetrov. Edini pogoj je, da opravijo en kratek izpit iz ravnanja s hrano po standardu HACCP, kar je pa najmanjša ovira, ker imamo dosti strokovnjakov znotraj naše lavnistične organizacije, ki poskrbijo za trening in za pravilno usposobljenost pri ravnanju za hrano. Tako da, če pa je še vprašanje ali pa če potem po konferenci, ki vprašate, lahko tudi Vlado pa podsukate za rokav, pa kaj tudi posnem v mikrofon še za kakšno izjavo. Bi pa šli zdaj, mogoče, ko so vsi skiperji že tukaj, bi se potem premaknili naprej še na olja. Zdaj pa tedej, če bi mogoče naredili še tole žrebanje naših bark, pa potem zaključimo z projektnim delom, pa se malo po video povezavi, oziroma nažalost povezavi, potem še pogovorimo z oljem. Nam bo naš Danaj pomagal izvleči kroglice, ker je želanje to tako uspešno naredil. Se pravi, na mizi imamo letošnje pokale, ki so prehodni pokal in pa pokali za 1., 2. in 3. mesto, ki nam jih prijazno donira in uredi, pripravi naš Lions Marjan Aleksič, ki je danes tukaj tudi z nami in to je njegov prispevek, za kar se mu zelo, zelo zahvaljujem in to ni samo letos, ampak je tudi že tradicionalno
ne bom štel leta, ampak gre 10 in plus. Ne. Regata je letos 17. zapored in je eden od tistih fundamentalnih projektov kluba. Edino ples je tisti, ki je tradicionalno vsako leto in pa štipendije že tečejo vsa ta leta, vse imate navedeno v zborniku. Tako da jaz, da najprosim, da bomo žrebali barke, notri v kroglicah so imena bark, jaz bom pa to zapisal k skiperjem. In najprej po abecedi po imenu smo šli z Andrejem Kukom, ki je tukaj v prvi vrsti, pa si bo zapolnil številko katero. Pa tam odloži na ono misel, tja pa desno, tja, tako. Kaj si napisal, katero številko? MH48. MH48, Andrej. Zapomni si. Gremo na drugega. Andrej Šušek je tudi z nami. V drugi vrsti. Če imaš kakšne preference, prosi. Številke so številke, te barke so vse vštevilčene v Marini Hramina. MH pomeni Marina Hramina. Bavarija 46. Koliko je dobro številko? MH40. MH40, bravo. Piše. Gremo naprej, naslednji je Anto Rose, tudi naš tradicionalni skiper z udeležbo 10 plus let. Bomo morali zdaj enkrat prešteti, se to je bila že ideja, ne, koliko je bilo udeležencev, pa koliko ima, da dobijo kakšne medalje, pokale, posebe, značke. Bomo poskušali to leto. MH50. Anton Rose ima MH50. Gremo naprej. Boštjan Lavoger, to je iz Lions Klub Maribor, ki so se nam lani prvič pridružili, pa so rekli, da je to fajn, da bo tudi letos z nami. Številka. Koliko jim boš dal? Številka je MH37. Prav, ta pa je najmanjša številka. MH37, Boštjan. Branko Klančnik je naslednji, ki je tukaj z nami, tudi ekipa, ki je že vsa leta z nami. Imaš naslednjega? Za Branka Klančnika in ekipo, da vidimo. MH43. MH43. Naslednji je Darko Grubelnik, je tudi z nami, tako da mislim, sem vesel, da je večina skiperjev tukaj, da ne bo slučajno potem kakšnega podmiznega dogovarjanja. Ja, mislim, imamo pa vsi opcijo, da še kaj pokličemo dol, pa rečemo, prosim, dodatno čiščenje, podvodne linije, ne, če kdo hoče investirati, to pa je čisto možno. Naslednja se pravi Darko Grubelnik. MH44. Tudi Jernej Prugl je z nami, ekipa sponzorja Šiki. Andrej ima ekipo Avtovleka trgovina Kuk. Pa še moramo reči, kaj Branko Klančnik je penzionist. MH39. MH39 ima Jernej Prugl in ekipa. Marjan Aleksič, naš donator pokalov iz Rogaške Slatine, seveda od kje bi druge. Tudi tu smo veseli, da Steklarna Rogaška še dela. MH47. MH47, Marjan Aleksič. Na njegovi barki so tudi kolegi iz Lions Klub Domžale, tako da smo mešana zasedba vse slovenska. Naslednji je Matej Osenar, ki je rekel, da tudi pride, jaz ga ne vidim. Ni ga še. Ostal si na cesti zaradi tistega požara in demujejo. Aha, bojo prišli pa na after party. To so pa kolegi iz Lions Kluba Koper, nova ekipa, številka MH45. MH45. Dobro, to je Lions Klub Koper. Tudi sponzori Dent One ali Dentone, ali kako boste rekli, to so pa dentistične storitve v Kopru, če bo kdo šel dol, priporočamo. Naslednja je ekipa Petre Zupet, naše kolegice Jadravke. Tam na zadnji so prišli dve predstavnici. Pride tudi Petra? Petra ne bo, ne? MH49. Petra je drugače zelo znana zdravnica, mednarodno priznana za priznanje kot... Počakaj, koliko je bila številka? MH49. MH49. Preveč govorim, no?
Ne bi lahko rekli, jaz se več kot treh pa ni. Naslednji je Rado Koban, ekipa Rada Kobana. Si prebral, koliko je? MH51, no to je pa najvišja številka, zadnja v floti. Potem, žrebaj, prosim, Barko, za našo ekipo, prosim. Med dvema bo. Dej, no. Tak. Da vidimo. MH46. Bravo, MH46 bomo imeli. Kaj ni to Rosijev? Čekaj, ne, Rosima. Ja. 46. 46, ne? Da pa nimamo več izbire. Spet nekaj hitro. Zadnja je pa Žiga Remic oziroma Lions Club Maribor Piramida. Naš dizajn studio, ki je sponzor, ki je tale zbornik naš tiskal, pa tudi večino promocijskih. MH38. Bravo, MH38. Ja, hvala lepa za žrebanje. Imamo še pa eno ekipo. Lahko da nazaj v pokal? Lahko. Imamo še pa eno ekipo, ki je pa tradicionalno zadnja leta, odkar je 3-krat zmagala in odnesla prehodni pokal, je pa ekipa spremljevalne barke Tomo Kugl, tako da Tomo je z nami. Njega pa ne bomo žrebali, ker on pa vozi barko, ki jo sicer poskuša držati čim boljši kondiciji, tako da se veselimo. Hvala lepa, Danaj. Zdaj pa gremo na naslednjo točko, to smo žrebali in smo zaključili del Lions Rallyja, kar se tiče promocije in obveznosti. Gremo na Oljevo pot okoli sveta, pa mogoče začnemo zgodovino, kako se je začela in gremo dalje. Hvala, da bomo se držali tudi časovnih okvirov, bom probal to čim bolj strniti, glede na to, da kar dobro poznamo Oljevo, rekel, začetek Oljeve poti in to, kar je v preteklih letih naredil. Vemo, da je prehodil na koncu od juga skrajnega na skrajni sever obeh Amerik, dva kontinenta in takšen kot Oliver je, mu seveda to ni bil za dosti velik izziv, zato se je odločil, da bo obhodil svet, se pravi, da bo obhodil še preostale 4 kontinente. To odločitev in to njegovo namero smo v Lions klubu potem tudi podprli, predvsem tudi zaradi tega, ker je že predtem se z njegovo inicijativo, ko je dobil podpisan dres Luke Dončiča, obrnil na nas, da smo takrat skupaj izdražili dres tega našega priznanega športnika in v sklopu tiste dražbe pred preteklo leto zbrali 22.000 evrov in s tem tudi odprli sklad za mlade športne upe, v sklopu katerih smo v preteklem letu štipendirali 15 mladih športnikov in športnic, letošnjo leto pa v drugem letu izvajanja akcije že 19. Letos smo tudi povečali štipendijo iz 300 evrov na 400 evrov na leto in to bi poudaril, ker je še en rok za prijavo. V mesecu juniju, do konca meseca junija pričakujemo vsaj še 5 do 10 prijav, tako da bomo teh 10.000 evrov dodatno, ki smo jih do sedaj zbrali z drugo dražbo, ki je potekala in še poteka v tem letu. Tukaj smo dražili najprej dres našega konjiškega športnika, nogometaša Vipotnika, potem skakalca Timija Zajca, medtem ko pa, in moram povedati, da smo do sedaj bili v sklopu teh 2 dražb in tudi jesenskega srečanja, ki smo ga na Rogli organizirali, v celoti smo namenili tam zbrana sredstva tako uspešni, da smo to končno dražbo ta zadnjega dresa Tima Gajzerja prestavili v letošnjo jesen, tako da dejansko imamo namen zaključiti letošnjo štipendijski okvir tam okoli 10.000 evrov. Tu bi tudi pozval vse prisotne, tudi predstavnike medijev, da še pomagate informacije o tem, da so te štipendije še odprte. Za letošnjo sezono seveda bomo nadaljevali tudi jeseni, razširili do te mere, da se bodo mladi športniki in športnice še prijavili.
Tu je seveda namen ta, da tisti mladi perspektivni športniki, ki izhajajo mogoče iz socialno šibkih družin in njihovi starši nimajo sredstev za plačevanje mesečnih vadnin, da dobijo štipendijo, ali pa tisti ekstra nadarjeni, ki pa seveda na svoji poti rabijo tudi kakšne dodatne priprave, tudi kakšno boljšo opremo, da v sklopu tega jih podpremo in da jih štipendiramo. Drugi del moje predstavitve je povezan z Olijevo potjo okoli sveta, ki je štartala, vemo, 4. aprila v Slovenskih Konjicah. Oliver je zdaj na poti že skoraj 2 meseca, pred parimi dnevi je obrnil 1000 kilometrov zdaj na tej poti, je že prišel iz Slovenije preko Avstrije nazaj v Slovenijo, Hrvaško, v Bosno in v nedeljo prihaja v Sarajevo. Tukaj bi poudaril, da mu kot članu Lions kluba tudi seveda stojimo ob strani, ne samo mi, ampak tudi naš distrikt, sama guvernerka in tudi kabinet guvernerke je podprl njegovo pot tudi v imenu slovenskega distrikta, sama guvernerka pa mu je podpisala tudi oziroma napisala pismo podpore, poslanico miru, ki jo ob vsakem srečanju z predstavniki klubov v tistih mestih, v tistih državah, ki jih obišče, tudi preda njihovim Lionom in na ta način dejansko povezuje tako Lions klube, tako članice in člane, po eni strani, po drugi strani pa peljemo skupaj akcijo, zato nas je tudi kar nekaj v tehle majicah, majice Oliver Walker Around the World prodajamo z namenom, da celotni izkupiček, ki ga tukaj zberemo, namenjamo v nov sklad, ki ga je Stanko prej že omenil, to je sklad za perspektivne mlade umetnike. Oliverja smo hoteli na poti iz Mostarja proti Sarajevu danes v živo vklopiti, ampak zjutraj, ko smo govorili, je rekel, da bo pot prvič toliko nevarna, da bo mogel zelo paziti, po drugi strani je pa tudi ni vedel, ali bo imel signal, zaradi tega je pripravil posnetek, ki bi ga zdaj upam, da tudi bom uspešno zavrtel, da vidimo, kaj nam je danes namenil. Takole lepo zdrav iz sončnega Mostarja, mogoče bo malo hrupno, zato ker sem na cesti, ravno se podajam v tisto smer proti Sarajevu, baje bi to bila najbolj prometna cesta v Bosni, bomo videli, ampak ja, ne mora iti vedno vse lepo. V glavnem, javljam se pa bolj pomembno novica oziroma informacijo. Kot veste, smo itak v sodelovanju z Lions klubom Konjice leta 2022 izpeljali oziroma začeli akcijo za mlade športne upe, takrat z dresom Luke Dončiča, takrat se je zbralo 22.000 evrov, moram pa povedati pa, da smo letošnjem letu že podelili 19 štipendij v vrednosti 7.500 evrov, za kar sem zelo, zelo vesel, ker to je dokaz, da so sredstva oziroma da sredstva, ki so zbrana, grejo v pravo smer oziroma obstajajo otroci, mladi, ki jih dejansko potrebujejo. Tako da ima to vse skupaj nek smisel. Smo pa začeli v sklopu moje nove poti peš okoli sveta z novo akcijo, ta je pa za mlade nadarjene glasbenike. Podoben sistem, le pač, da bo namenjena ta sredstva takrat so športnikom, sedaj bo glasbenikom. No in ta sredstva se pa zbirajo s pomočjo prodaje majic Oli Walker, ki jih lahko zasledite tudi na mojem Facebooku, na spletni strani Lions kluba Konjice. Tako da z nakupom te majice prispevate v ta fond za mlade nadarjene glasbenike, kar verjamem, da bo tudi isto uspešno, tako je za mlade športne upe. Tako da še enkrat bi izkoristil to priložnost in se zahvalil vsem članom Lions kluba, da smo se odločili, da sodelujemo in delamo en tak velik projekt, ki mislim, da bo z leti še dobil na vrednosti oziroma da bomo zbrali še ogromno sredstev, ob tem pa tudi povezali Lions klube po celotnem svetu. Tako da vse dobro, pa keep walking with Oli Walker. Servus. Jaz bi tu povedal, da so naprimer dogodki, kot so bili v Zadru, naprimer, ko so nas sprejeli Lioni iz Hrvaške,
potem tudi sprejem v Biogradu na Moru, to, kar sedaj pripravljajo Lioni v Sarajevu, to, kar se obeta v Novem Sadu, v Beogradu in v Nišu, kažejo, da poleg te osnovnega messagea, ki ga Oliver daje, da je svet, da so ljudje dobri, da dejansko povezuje tudi tke nova prijateljstva, nova sodelovanja in tudi humanitarno dodano vrednost. Naprimer v Novem Sadu se je fakulteta za turizem odločila, da ga bo gostila na enem predavanju, na katerega bodo povabili tudi številne študente, tudi mlade, in sicer tudi na ostalih dogodkih pričakujemo veliko tovrstnih aktivnosti. Če ste zasledili, kako ga je pa naprimer včeraj dodatno podprl še slovenski, bom rekel, legenda slovenskega popotništva Zvone Šeruga, ki ga je na poti tudi obiskal. On je z eno objavo na Facebooku pozval vse ljudi dobre volje, ki ga spremljajo, da mu častijo pivo in hamburger, da mu na njegov tekoči račun ali pa PayPal nakažejo v znak podpore 20 evrov in je na ta način sprožil, bom rekel, eno viralno akcijo tako imenovanega množičnega zbiranja podpornih sredstev. Z Oliverjem nismo sicer še preverjali, koliko teh nakazil je dobil danes, ampak vidimo, da je zelo pozitiven odziv in to se dejansko komplementira z podporo, tudi zelo močno podporo konjiških podjetij iz Dravinjske doline, nenazadnje tudi Lions kluba Konjice, ki ga je podprl z 2000 evri sredstev, tako da ob temu, kar smo prednje šel na pot, mu pomagali zbrati tukaj tako lokalne skupnosti kot tudi podjetja. Brez tega smo rekli, da ga ne pustimo okoli, da bo imel osnovna sredstva zagotovljena, vidimo, da se odzivajo tudi ljudje, tako da bo njegova pot lažja. Na tej točki bi jaz zaključil. Sem še dodatno, da zdaj, ko gre na to pot, gre tudi veliko varneje kot pa prej, ker ima poslanico ene močne družine Lionsov po celem svetu sabo in vezi, ki smo jih tkali na Balkanu leta in leta že prej. Slovenski lionizem je bil proaktiven pri ustanavljanju klubov in distriktov po celem Balkanu, bivše Jugoslavije, države. Bo pa večji izziv vsekakor in za nas še bolj pomembno, da navežemo stike vsemi s tistimi, s katerimi še pa nimamo. Tudi pa gremo zdaj tako na nov teren, ki nam bo res pravi izziv in verjamem, da bo Tadej kot vodja te akcije uspel tudi preko mednarodnih direktorjev, ki bodo tukaj pomagali, zadevo speljati do konca. Res je, z guvernerko smo se dogovorili, da tudi naslednji guvernerji, eden od teh je tudi naš član Vlado Gobec, ne naslednjo, ampak potem Lions leto bo on guverner, da vsi guvernerji tekočega leta v sodelovanju z nami pošljajo v tisto državo, ki pride to pismo, s katerim pozovejo guvernerja, guvernerko, da vključi njihove klube, ki jih bo obiskal, tako da se tu dejansko zdaj smo prišli vse do Makedonije in potem naprej bo tu Bolgarija, Grčija, Turčija in potem naprej. Oliver je rekel, da se najbolj veseli Indije, ki ima tudi največje število Lions klubov in največje število članov, seveda, ker je tako velika država, tako da mislim, da bo to res zelo lepo za spremljati in tudi, kar moramo zdaj povedati, da se odzovejo ne samo to, da ga sprejmejo, v veliki meri ga tudi gostijo, mu uredijo tako kot Sarajevo tudi prenočišče in ga tudi peljejo okoli, mu pokažejo znamenitosti, res je pozitivno cilj. Želja je tudi, da skupaj na tej poti delamo humanitarne projekte, ki bodo pomenila zbiranje fonda, ne samo skozi prodajo majic, ampak da bo tudi Oliver na licu mesta tam sodeloval v kakšnem projektu, bo poskušal dodatno zbrati sredstva za te projekte. Točno tako. Vsa ta pozornost medijev, ki je seveda prvenstveno zaradi Oliverja, potem pa tudi, ker ima ta pot njegova smisel, je seveda zelo pomembna in jo je zagotovo potrebno in jo bodo klubi izkoristili za to, da bodo lahko določene akcije še izvedli in potem to dodano humanitarno vrednost seveda zbrali lokalno. En del sredstev imamo pa nameni tudi v mednarodni sklad Lionsov in tudi na ta način pokazati, da so pomembne te lokalne aktivnosti, ampak da je pomembno seveda tudi globalno povezovanje in sodelovanje in se mi zdi, da je
da je ta pot dejansko se super začela in da, tako je Oliver rekel, da je šele začetek. Ja, in to, če samo še zdaj, ko smo že pri koncu, mogoče dodamo, to je mednarodna aktivnost Lions kluba Konjice. Seveda Distrikt to mednarodno aktivnost izvaja na svoji ravni že leta. Bi pa sem še dodal, da smo na tem plesu, Emil, podpisali listino o pobratenju, mednarodno listino, prvo klub Konjice z Lions klubom Zagorje iz Zaboga tukaj, se pravi čezmejnim, prekomejnim, s katerim smo že kar naredili nekaj skupnih akcij, se poveselili, bili so naši gostje na plesu, na katerem smo tudi v prisotnosti obeh guvernerjev, se pravi Distrikta 129 Brede Pečovnik in Distrikta 126 gospoda tako Staniča, prisotnosti, se pravi botrstvo distriktov podpisali listino o pobratenju, na katero smo zelo ponosni, pa jo lahko tudi predstavimo in jo tudi objavimo na naši spletni strani kot dokaz tega dogodka. Tako da delamo na tem, da se tudi mednarodno uveljavljamo, za kar gre zasluga predvsem Emilu za ta prvi del, za drugi del za ta projekt Olijeva pot okoli sveta pa Tadeju. In verjamem, da bomo kot največji klub tudi veliki v dobrodelnosti in v tkanju vezi širom sveta še naprej in da bomo s tem promovirali tudi lionizem v Sloveniji, kar bo res pripomoglo k temu, da se dvignemo še više, imamo zelo dobro oceno, rating v svetovnem merilu, tudi povprečno nas je na prebivalca, koliko smo brali, največ, skoraj največ praktično in se veselim prihodnih let kot Lion in kot del ekipe, ki pomaga pri soustvarjanju vsebin Lions kluba Konjice. Zdaj ponavadi damo še medije kakšno vprašanje, tako javno, sicer pa tudi potem posebej, če želite. A bi še kdo od ostalih gostov, ki so z nami danes, želel še kaj vprašati na temo novinarske konference? Sicer pa, če bi imel zdaj zvonc tukaj, bi udaril po njem, da je zaključek tega sestanka na našem Jaz tu bi še rekel, Darko ta tam ne vidim, ki tudi je zelo vključen v akcijo Olijeva pot okoli sveta, on ima vso to logistiko za majicami, pa to res, če kdo želi to majico si naročiti, se lahko njemu oglasi, mislim, da nekaj še imamo, ustavilo pa tudi do naročimo zraven, tako da Darko, tudi ena velika zahvala, pa tudi vam, da če želite takšno majico v znak podpore, ga bomo tukaj, seveda potem v tem delu, ko zaključimo. Hvala lepa še enkrat za udeležbo.